vam dovoljenje za snemanje. Torej, prvo vprašanje, ki ga želimo predstaviti, kje sploh je ta oddelek. Torej, ta oddelek je del Filozofske fakultete, eden od 21 oddelkov, kot vidite tukaj na slajdu. In sploh je ta naša humanistično-družboslovna fakulteta ena med ustanoviteljicami Ljubljanske univerze, že takoj po prvi svetovni vojni. Sicer pa danes tudi, kot vidite, najštevilčnejša, največja, kar 5000 študentov in študentk študira na tej fakulteti. Oddelek za etnologijo in kulturno antropologijo se ne nahaja v centralni stavbi na Aškerčevi, ampak, kot vidite, na Zavetiški 5 v Ljubljani. Tu bi se dobili danes, če ne bi veljali ti koronski ukrepi. Skratka, nahajamo se na Zavetiški 5, to je na Viču, na jugu Ljubljane, kakav kilometer, dva mogoče od centralne stavbe oddaljeno. Verjetno bi se dobili danes tudi v tej predavalnici, zato da imate občutek. To je naša največja predavalnica, ki pa po svoje tudi pove, da oddelek ni velik in da ne, bi rekli, rokujemo z velikim številom študentov, kar nam omogoča seveda, da se vsakemu posamezniku veliko bolje posvetimo, da so seminarji lahko kvalitetnejši in tako naprej. Skratka, to ni masovni študij, ampak precej osebni in poglobljen študij. Vprašanje, ki bi se zastavilo mlademu človeku, kot ste vi, ki se vpisujete naprej, je, zakaj bi človek sploh študiral etnologijo in kulturno antropologijo. Dejstvo je, da živimo v globalnem svetu, da živimo v svetu različnih družb, različnih kultur, vrednot, različnih ekonomskih organizacij, različnih bivališč, oblek in tako naprej, različnih vrednot, jezikov in podobno. Skratka, vse to postavlja pred nas izziv, da je treba v globaliziranem svetu zelo dobro poznati različne poglede na svet, različne izkušnje, tudi motive in želje različnih ljudi, zato da bi ta globalna družba funkcionirala, kolikor je dobro mogoče. Ampak kaj je ključni prispevek etnologije in kulturne antropologije v tej, bi rekli, družboslovno-humanističnem sklopu različnih disciplin? Je predvsem to, da se mi ukvarjamo z različnimi sorodstvenimi sistemi, z različnimi religioznimi sistemi, različnimi oblikami pravnih ureditev, z različnimi jeziki, ustnim, telesnim izražanjem, različnimi vrednotami in motivi, ki jih imajo ljudi, kako pojmujejo čast in česa jih je sram, recimo, kakšne tehnologije uporabljajo, kakšne pomene pripisujejo določenim predmetom, recimo, kako imajo urejen družben odnos do svojega biofizičnega okolja, se pravi, danes bi to nekako spadalo v okolje ekologije, kako pojmujejo ali pa vzdržujejo zdravje, bi rekli tudi v kontekstu uradne medicine ali pa različnih tradicionalnih zdravilskih znanj in podobno. Kakšni so odnosi med spoloma, recimo, kako in zakaj se ljudje selijo trajno ali začasno in podobno. Skratka, vse to so vprašanja etnologije, kulturne antropologije, s katerimi poskuša narediti, bi rekli, upravljanje družbe veliko bolj po meri človeka, z tem vživljanjem v različne situacije, v katerih ljudje živijo. Zelo pomemben del etnologije in antropologije je zgodovina, razumevanje zgodovinskih procesov, tudi evolucija deloma, po drugi strani geografske razlike, politične razlike in tako naprej. Večini med vami je verjetno bolj znana sociologija, ker ste prišli v stik z njo v srednji šoli, predvidevam, ne pa z etnologijo, zato dovolite, da zelo na kratko povem, v čem se etnologija razlikuje od sociologije. Predvsem v tem, da jo zanimajo manjše družbene skupine, torej ne samo države,
ampak recimo plemena, različne generacijske skupnosti, soseske, poklicne skupine, manjšine in tako naprej. Drugo, da se je od svojih začetkov v 19. stoletju antropologija, vsaj kulturna antropologija, veliko bolj posvečala neevropskim ljudstvom. Danes pa seveda prihaja, kot rečemo, domov, anthropology at home, in se ukvarja z svojimi, bi rekli, domačimi okolji. Po drugi strani pa je etnologija se tradicionalno veliko bolj ukvarjala s kmečkim prebivalstvom, vsaj v Sloveniji, zaradi tega, ker je bilo to večinsko prebivalstvo tam do polovice 20. stoletja. Skratka, kakor so se spreminjali družbeni odnosi v Sloveniji in v svetu, tako se je spreminjal tudi predmet same etnologije in antropologije. Potem še ena pomembna razlika, o kateri boste danes kar nekaj slišali, je etnografija ali tako imenovana etnografska metoda, kar pomeni, da zbiramo podatke preko opazovanja, neposrednega opazovanja, da gremo nekam na teren in da se z ljudmi pogovarjamo, da nam oni povedo, kako svet stoji, bi rekli, vsaj kako ga oni vidijo. Skratka, v tem smislu bi rekli, statistični izkazi, arhivi in tako naprej ni dovolj, da bi razumeli svet ljudi, ne? Pa še ena stvar je pomembna to, da nas zanima, kako ljudje nekaj razumejo, kako dajo pomene določenim stvarem, se pravi ta kulturni vidik, bi rekli, kako po kulturi ali pa podomačijo določene vrednote, predmete, okolje in tako naprej, kako ga naredijo sebi ljubega, bi rekli, ne. To fotografijo bom tako na kratko, bi rekel, antropološko analiziral, da boste dobili približno občutek, kako se lahko lotevamo gradiva, ne. Kar vidimo tukaj je skupina tuareških trgovcev, bi rekli, ne, nomadov, ki v severozahodni Afriki trgujejo na relaciji med severnim robom pa tam nekje do Malija, do Timbuktuja, recimo, ne. Ampak kaj je zdaj zanimivo za antropologa na tej sliki? Zanimivo je to, da je to karavana, torej, ki potuje skozi nek prostor, se pravi, da migrirajo skozi prostor, ob tem seveda se komunicirajo, razmišljajo o tem, kaj se jim dogaja. Potem vidimo, da so te kamele naložene z nekimi stvarmi, torej gre za trgovanje, za prenašanje blaga, kakšno vrsto blaga prenašajo, za koga, od kod, po kakšnih vrednostih je to blago, kakšne vrste in tako naprej, recimo, ne. Potem lahko vidimo tukaj neke vrste družbeno hierarhijo, nekateri hodijo spredaj, nekateri vzadaj, nekateri sedijo na kamelah, nekateri morajo pešačiti in tako naprej. Skratka, ne, imamo neke odnose tudi družbene skozi to. Imamo specifično biofizično okolje, torej puščava, ki gotovo določa njihov način razmišljanja in življenjske pogoje. Potem imamo živali kot pomembno sestavino te, kot jim rečemo, človeške večvrstne družbe, ne. Človek nikoli tako rekoč ne živi sam, ampak vedno v sožitju z nekimi živalmi, bolj ali manj sožitju, seveda. In ta odnos človek-žival je seveda zanimiv. Je pa stvar seveda, kot sem prej rekel, pomembna je za nas etnografija, kar pomeni, da antropolog s to fotografijo ali pa antropologinja ne bi bila zadovoljna, ampak bi šla na samo lice mesta pogledati, se pogovarjati z ljudmi in poskušati bolj podrobno razumeti, kaj se dogaja, ne. Kar se tiče samega oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo, je najstarejši in edini tovrstni oddelek v Sloveniji, vsaj v tako široko zasnovanem programu, funkcionira že od leta 1940. Tu imate na fotografijah nekaj predavateljev, ki jih boste imeli možnost spoznati in prevzeti njihovo znanje v času študija, bi rekli, ne.
Kar je pomembno pri tem, da je to zelo, bi rekli, dokaj star oddelek za slovenske razmere, je to, da je ogromna količina različnega gradiva v dokumentaciji na voljo, slikovnega gradiva od raziskav, ki so jih delali ljudje v 50-ih, 40-ih letih, v 19. stoletju, o najrazličnejših predelih sveta. Knjižnica izredno bogato založena, ki vam omogoča, da specializirano pogledate določene teme in tako naprej, ne. V primerjavi z drugimi oddelki, tukaj imate še našega dokumentarista, strokovno tajnico in pa knjižničarko. Skratka, v primerjavi z drugimi oddelki je naš oddelek, oddelki za etnologijo, mislim v tujini, je naš oddelek poseben v tem, da daje res velik poudarek terenskim izkušnjam in praktičnim izkušnjam. Terenskim izkušnjam v obliki različnih enodnevnih, večdnevnih, tedenskih, terenskih vaj. Praktične izkušnje pa z prakso, ki je obvezna sestavina študijskega procesa, kar pomeni, da morate vsako leto opraviti določeno število dni prakse v neki kulturni ustanovi. Potem se mi zdi zelo pomembno poudariti to, da ima oddelek izredno dobre povezave z številnimi tujimi univerzami in oddelki, preko 40 različnih pogodb je podpisanih, kar vam omogoča, da greste študirati tako rekoč povsod po Evropi. Slišim, da smo zdaj nazadnje sklenili nek sporazum s Tanzanijo, z Južnoafriško republiko, mislim, Republiko Južno Afriko in tako naprej. Skratka, te možnosti se vedno odpirajo in seveda vas spodbujamo, da si greste sami svet pogledati in prinesete kaj znanja nazaj k nam. Nekaj je še pomembno, kot ste videli, naš oddelek je na dislocirani enoti, majhen oddelek je, kar pomeni, da so odnosi med študenti in profesorji veliko bolj osebni kot na kakšnih velikih oddelkih. In to nam omogoča tudi, da se občasno družimo na tem prostoru, na tem dvorišču, ki je samo naše in arheološko, bi rekli, velik prostor za zabave, za kostanjeve piknike, pa tudi nenazadnje za kakšna predavanja, ki jih lahko predavatelji izvedejo kar na prostem, na klopci v lepem sončnem vremenu, ne. Zakaj bi človek študiral etnologijo, kaj naj s tem počne, kako se da to na kruh namazati, kot rečejo, ne. Tukaj imate nekaj naših predlogov ali pa nekaj izkušenj, kjer so se do sedaj zaposlovali etnologi, antropologinje, od gospodarstva do politike, do, kot vidite, varstva kulturne dediščine in tako naprej, da ne berem vsega, kar je napisano. Skratka, možnosti je res veliko, če se le ti segmenti družbe zavedajo, da človek ni samo stroj in algoritem, ampak da ima, bi rekli, neka čustva, neke vrednote, tradicije in tako naprej, ne. Skratka, zelo široka paleta različnih predmetov vam omogoča različne zaposlitve, hkrati pa seveda tudi nadaljevanje študija na drugi stopnji. Na tem mestu bi prosil kolego Jaka Repiča, ki sicer predava Oceanijo in Avstralijo, pa urbano antropologijo in podobno, da nam na kratko predstavi ključne značilnosti tega dodiplomskega študijskega programa na našem oddelku. Hvala, Peter, za besedo in tudi z moje strani zelo lepo vsi pozdravljeni. Upam, da se seveda septembra oziroma oktobra, da se vidimo tudi v živo. Zdaj, kot je Peter že predstavil, je študij etnologije in kulturne antropologije v bistvu namenjen spoznavanju človeka, ne. Torej, tisto, kar nas zanima, kot je Peter predstavil, je kulturna raznolikost, način življenja, torej ne samo pri nas v Sloveniji, ampak izhajamo iz našega okolja, ne, potem pa širše tudi v Evropi, po svetu, in tako naprej, in neke vrste razumevanje kulturnih razlik tudi. Zato se s predmeti potem, torej predmeti, ki jih predavamo, oziroma pri katerih izvajamo tudi vaje in seminarje, se usmerjamo v
to, da spoznavamo dinamiko vsakdanjega življenja, ne, tako v ruralnih kot urbanih okoljih, tako v nekih klasičnih okoljih, kot mogoče nekih modernih institucijah tudi in tako naprej. Potem usmerjamo se naprimer recimo v kulturne razsežnosti spola, spolnih vlog, v vprašanja in učinke recimo lokalnih in globalnih migracij, vprašanja manjšin, vprašanje zdravstvene kulture, potem seveda vloge religije, mitologije in tako dalje, ne. Zelo pomembno za nas je tudi vprašanje recimo kulturne dediščine, tako osnovne kot nesnovne kulturne dediščine. Zdaj, te stvari na prvi stopnji v bistvu, torej v te stvari uvajamo študente in predstavimo, medtem ko na drugi stopnji zadeve bolj nadgrajujemo potem, ne. Zdaj, v osnovi izvajamo torej predavanja, seminarje in pa vaje. Pri predavanjih dobite neka temeljna in pa neka strokovna znanja, pri seminarjih potem delate tudi lastne raziskave. Seminarji so večinoma zelo odprti, ne, tako da se v bistvu lahko študentke in študenti odločijo za tematike, ki jih zanimajo in jih potem tudi na nek način sami raziskujejo, torej se v to usmerjajo. In zelo pomemben del, ne, seveda programa so tudi vaje. Te vaje so tako kabinetne in predvsem terenske, ne. Te bo kasneje mogoče, če je z nami predstavila Veronika Zavratnik, lahko, ne vem, če je z nami, ampak skratka tudi te terenske vaje so pa namenjene temu, da se dejansko usposobite za delo z ljudmi in predvsem zato, da znate delati z ljudmi tudi v zelo različnih kulturnih okoljih. Naš predmetnik je torej na prvi stopnji usmerjen v neke, bi rekel, neka temeljna vprašanja, s čim se etnologija in kulturna antropologija ukvarja, in pregled tako tistih temeljnih strokovnih tematik, kot tudi nekih, bi rekel, regionalnih in teoretskih vprašanj. Regionalno seveda izhajamo iz našega okolja, torej ukvarjamo se precej s Slovenijo, ampak še zdaleč se ne zapiramo v naše okolje, torej pomemben del našega predmetnika in pa tudi tega, s čimer se predavateljice in predavatelji ukvarjamo, je tudi izven Slovenije. Precej močni smo v znanju o jugovzhodni Evropi oziroma Balkanu, tudi o drugih evropskih okoljih, državah, deželah in pa predavamo seveda in tudi raziskujemo tudi izven Evrope. Regionalno torej predmete delimo, bi rekel, tudi na zunajevropske celine, to je del seveda tega obveznega predmetnika pri enopredmetnem študiju oziroma pri dvopredmetni smeri delno izbirnega, torej delno izbirnih vsebin, kjer si izberete lahko nekatere zunajevropske predmete. Potem pomemben del so seveda tudi neki metodološki in teoretski predmeti, ki v bistvu odgovarjajo na vprašanje, kaj sploh raziskujemo, kako raziskujemo, spoznavamo tudi zgodovino vede in pa neka širša spoznanja o človeku oziroma o človeštvu. In pomemben del so pa seveda še strokovne in pa neke praktične usmeritve. To so pa tiste usmeritve, ki jih potem s katerimi odgovarjamo na izzive sodobnega sveta, na stvari, ki se danes dogajajo, ki so danes pomembne. Tukaj recimo pokrivamo tako področje zdravstva v medicinski antropologiji, sicer to bolj na drugi stopnji, področje migracij, torej ukvarjamo se z lokalnimi in pa tudi migracijami širše v Evropi, po svetu, z vprašanjem turizma, z vprašanjem ekonomije, okolja, ekologije, potem življenja v mestih, vprašanjem dediščine, tako snovne kot nesnovne dediščine, institucij, ki se s to dediščino ukvarjajo in tako dalje. Tako da te predmeti, ki jih vidite tukaj na predstavitvi, so, nekateri so obvezni, nekateri te predvsem strokovni in pa praktični predmeti so pa tudi izbirni, kar pomeni, da v drugem in tretjem letniku že začnete se lahko usmerjati v neke tematike, ki vas malo bolj zanimajo.
na kar na drugi stopnji potem še bolj specificirate tiste znanja, zaradi katerih ste se seveda odločili za študij etnologije in kulturne antropologije. Če bo kakšno vprašanje, kasneje seveda še odgovorim, bi pa kar Petru predal nazaj. Hvala, Jaka. Rajko Muršič, profesor Rajko Muršič predava popularno kulturo, sorodstvene strukture, teorije, metodologijo in podobne stvari. Ampak ne bi o tem govorili, mogoče bi v kratkem predstavil, zakaj večina študentov nadaljuje potem študij še na drugi stopnji in kakšna je razlika med samostojnim in dvopredmetnim študijem. Ja, lep pozdrav želim vsem. Zelo me veseli, da vas zanima študij na oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo. Študij je zasnovan na ta način, da poteka dvostopenjsko, skratka najprej končajo študenti prvo stopnjo za diplomo, potem se pa nadaljuje za drugo stopnjo. Na drugi stopnji ponujamo to nadaljevanje in dopolnitev tega programa za pridobivanje določenih veščin in znanj, ki so potrebne za samostojno delovanje potem v širšem svetu. Pa glede na to, da je študij na prvi stopnji izjemno dinamičen, je pač naša izkušnja, da študenti z velikim veseljem nadaljujejo tudi na drugi stopnji. Samo eno stvar bi še omenil, k temu, kar je kolega Repič že prej povedal, da imamo, in pa seveda tudi Simonič, da imamo zelo razvejane mreže mednarodnega sodelovanja, kar najbolj dokazuje drugostopenjski program, ki sodi pač med najbolj zanimive tovrstne programe na področju socialne antropologije v Evropi skupaj s 6 drugimi partnerji oziroma partnerskimi oddelki Kreol, kulturni raznolikosti in transnacionalnih procesih. Ta poteka v angleškem jeziku, za razliko seveda od drugih programov, ki jih izvajamo v slovenskem jeziku. Pa mogoče bi še to dodal, da v tej dinamiki in pa v samem načinu študija se seveda zelo hitro oddaljimo od pouka na srednjih šolah in računamo na to, da je študentski način dela bistveno bolj vezan na samostojne pobude in pa interese posameznih študentov in študentk. Tukaj pa seveda ponujamo tudi ogromno izbirne vsebine na obeh stopnjah študija. Gre pa za integralno razmišljanje, ne? Torej prva in druga stopnja sta neke vrste celota. Hvala, Rajko. No, z nami imamo tudi nekaj študentov, aktivnejših na oddelku, nekateri med njimi sodelujejo tudi v skupini tutorjev, pa bi jih prosil, če nam predstavijo svoje vtise ali pa najpomembnejše izkušnje iz študija in kaj je sploh tutorstvo. Ja, hvala za besedo. Jaz sem tudi pripravljen en PowerPoint, tako da bi sam spet prosila pač za te pravice. Vmes pa ja, pač da naredim samo en kratek uvod. Torej, na tej predstavitvi nas je 5 študentov in bomo na kratko predstavili naš pogled na študij, na študijske dejavnosti, strukture na fakulteti, v katere se lahko študenti. Tako da bi se mogoče za začetek sam predstavili. Živjo, kot vidite na ekranu, jaz sem Pika, sem študentka na dodiplomski stopnji, trenutno absolventka, študiram dvopredmetno. Zdaj bi pa prosila še ostale 4, da se predstavijo. Živjo, moje ime je Nuša, jaz sem študentka trenutno na drugi stopnji na tem našem mednarodnem programu, se pravi na Kreolu. Živjo, jaz sem Matej, jaz sem tretji letnik prvostopenjskega študija in sem dvopredmetni. Živjo, jaz sem Živa, sem drugače od predstavnica oddelkov za študente, sem pa isto tretji letnik in dvopredmetna študentka. Živjo, jaz sem Neža, jaz sem pa študentka enopredmetna in sem v drugem letniku diplomskega študija.
Ok, sej naša predstavitev ne bo dolga, ampak da povem, no, lahko tudi tekom naše predstavitve kaj vprašate v chat, pa vam bomo odgovorili. Bomo pa tudi na koncu vas povabili še na en Zoom, ki bo samo s študenti, tako da se lahko tam še na malo manj oči tudi vidimo, če bi želeli kaj posebej nas vprašati. Ok, zdaj pa, zakaj smo sploh z vami? Torej, kot je bilo že napovedano, mi smo tutorji. Tutorstvo je neka oblika pomoči, no, ki jo imajo nekatere fakultete in je v bistvu predvsem namenjena študentom, ki se vpišejo na fakulteto, torej brucem in bruckam, da jim pač pomaga, da se uvedejo v študijsko življenje. Tako da v bistvu pri nas to funkcionira tako, da vi, ko se vpišete na fakulteto, proti koncu septembra dobite eno sporočilo na mail, kjer vas obvestimo, da smo vaši tutorji in vam povemo, da so na voljo za kakršnokoli pomoč tekom študija, tekom prvega letnika, pa tudi kasneje, če je potrebno za kakšnekoli vprašanja v zvezi s študijem, kam iti na bone, kako pride do faksa, kje si printati literaturo, take zadeve. Vidite pa na ekranu tudi, da imamo še ene druge oblike tutorstva, s katerimi se boste bolj spoznali, če boste dejansko prišli študirati na filozofsko fakulteto. Tukaj so pa samo še na hitro pač ene par kontaktov, no, na katere se lahko tudi obrnete, če bi imeli že zdaj kakšno vprašanje, ampak te stvari tudi vse najdete na spletu. Tako da zdaj predajam besedo naprej. Anuša? Ja, v bistvu, kar se tiče tutorstva, če najprej povem malo o, se pravi, recimo terenskih vajah in praksi, ki so v bistvu taki, v bistvu praktični primeri, kaj dejansko delamo na antropologiji. Se pravi, prvi letniki grejo vedno ponavadi zadnje par let so šli za 2 do 3 dni na Goričko ali pa v Novo Gorico, kjer se najprej spoznajo z terenskim delom. Potem imamo pa še par primerov terenskih vaj, naprimer ravno pred covidom smo šli za en teden v Maroko, kamor smo sodelovali z Univerzo v Fezu in tam raziskovali svoje te teme. Potem tudi med covidom, v bistvu takoj, ko je bilo možno, smo šli nazaj na teren, smo bili, naprimer, jaz sem bila z skupino antropologije prostora, smo šli v Velenje, ker smo raziskovali mlade in podjetništvo, tako da so teme in izkušnje zelo raznolike, no, kar se tega tiče. Potem imamo pa tukaj še prakso, prvi, drugi ali drugi in tretji, ne spomnim se več, na diplomskem v bistvu, no, študenti imajo prakso. To so v bistvu primeri, da se spoznate že s samim poklicem, lahko delate pri nas v dokumentaciji, v knjižnici, v arhivih, nevladnih organizacijah, na Radiu Študent, potem lahko pomagate tudi na samem oddelku za organizacijo dogodkov, tako da primerov je dosti, no, vključite se lahko res v marsikaj, kar se tega tiče. Potem, ja, imamo tudi zadnje par let se organizira tabor Treh dolin, se gre v bistvu za 3 dni tudi na en tak tabor flashcamp, kjer se v bistvu dela antropološko delo, določeno temo in se na koncu tudi izide neka revija oziroma delo v bistvu študenti, kombinacija študentov. To so bile. Ok, glede... Aha, si konec, ok. Glede študentskih dogodkov, jih veliko organiziramo v okviru tutorstva, to so recimo pikniki, čajanke, brucovanje. Trudimo se sicer organizirati tudi kakšne izlete ali pa ekskurzijo, sicer zaradi korone to v zadnjih času ni najbolj uspelo. Organizirali smo pa recimo v času Zoom University tudi simpozij in nekaj izobraževalnih dogodkov, recimo antropologija in pisanje, potem izzivi v času epidemije. Letos smo že drugič sicer za bruce organizirali tudi predizpitno srečanje, namenjeno predvsem napotkom v nasvetom za pripravo na izpitno obdobje, pa psihični podpori. Eden ključnih dogodkov na našem oddelku je pa etno je fletno, gre za piknik na našem dvorišču, ponavadi poteka maja in se zberemo vsi z oddelka in pripravljamo tudi kakšen spremljevalni program, recimo lani smo imeli srečalo rabljenih predmetov, lahko so tudi glasbene točke. Ja, potem
v sklopu oddelka imamo pa tudi študentsko sekcijo slovenskega etnološkega in antropološkega združenja KUL-a, oziroma reče se tudi KUL aktiv temu. Hvala lepa. Hvala, Matej. Sklepam, da je to s študentske strani vse. Ja, to je to. No, najlepša hvala, da ste jim približali svoje izkušnje. Zdaj študenti morajo od letnika do letnika izpolniti določene pogoje in za zaključek študija morajo prav tako zadostiti določenim pogojem. Pa nam daje to priložnost, da spoznamo še našo strokovno tajnico, brez katere ni nič, in tudi vaše licence ne bo, če vam ne bo dala štempilke. Tako da mogoče čisto na kratko, kakšni so pogoji, da človek pride do diplome, recimo. Ja, lep pozdrav vsem še z moje strani. Srečali se bomo sigurno, če se boste vpisali na študij na našem oddelku tako ali drugače. Da najprej dodam, kolikor imate kakšna vprašanja, ki vas mučijo, pa se zdaj ne upate izpostaviti ali kakorkoli, lahko pišete na mail mi, pa bomo poskusili rešiti zadevo. E-mail je objavljen na spletni strani. Vabljeni tudi, da se pridružite mogoče naši Facebook skupini, kjer lahko tudi malo spremljate, kaj vse se dogaja na našem oddelku. Zdaj, kar se tiče samih pogojev, neki pogoji so, ki jih je treba zadostiti, da prehajate med letniki. Na enopredmetnem študiju so pogoji za ponavljanje, kjer morate zbrati 24 kreditov, za redno napredovanje pa v normalnih letih, ne tako, kot je bilo zdaj COVID, 54 kreditov. Pri dvopredmetnih so pogoji malo drugačni, se šteje po 15 kreditov na letnik. Študij se zaključi z zagovorom diplome, mogoče tukaj so tudi te glavne teme izpostavljene, ki so res pestri od A do Ž. Peter, mogoče Hvala lepa, Mojca. Ja. Tu smo vam dali nekaj ilustrativnih naslovov, da dobite občutek, s čim se študentje, ali so se že ukvarjali, ali pa se še ukvarjajo. Iz leta v leto seveda nastanejo nova besedila in teh besedil je skladno z, kot smo rekli, z starostjo tega oddelka ogromno in je samo že to en izredno dragocen fond raziskovanja. Mogoče še enkrat opozorim ali pa konkretiziram, kaj pomenijo te mednarodne izmenjave. Vidite, so na voljo različni programi, mednarodni programi, preko katerih lahko za krajši ali daljši čas potujete v tujino, tam opravite semester študijski, specializirate kakšno vrsto znanja, ki vas še posebej zanima, spoznate profesorja, ki se vam zdi posebej zanimiv in tako naprej. Skratka, znanost, ali bi rekli antropologijo, poskušamo postaviti v mednarodni prostor, kolikor je le mogoče, šele to je tisto pravo znanje. Poleg seveda obveznega študijskega procesa imamo različne simpozije na našem oddelku o različnih temah, s katerimi se študenti ali pa profesorji ukvarjajo. Imamo različne tabore, kot ste že prej slišali, v počitniškem času, izven torej študijskega procesa ali pa kot dodatek. Lahko del svojih počitnic raziskovalno preživite in se grejete na peči, kot vidite. Teme so izredno raznolike. Tu za konec sem vam nabral še nekaj naslovov kratkih filmčkov, ki so pa vsi po vrsti na voljo na naši spletni strani. Če boste malo pobrskali, boste našli opis nekaterih predmetov, kaj počnejo etnologi, antropologi, folkloristi in tako naprej. In tukaj še seveda opozorilo na to, da smo prisotni tudi na družbenih omrežjih. Skratka, vljudno vabljeni, da se nam pridružite na oddelku, da gojite svojo radovednost, da razvijate svojo osebnost s spoznavanjem najrazličnejših ljudi in njihovih izkušenj. Preden pa se poslovimo oziroma končamo, bi vas pa povabil, da postavite kakšno vprašanje, ki se vam je mogoče postavilo v času predstavitve.
pa bi ga raje postavili javno, kot napisali v chatu. Pa tudi sicer vidim, da je podobno kot med predavanji, da se pedagogi vidijo, udeleženci se pa ne vidijo, tako da se niste razkrili. Skratka, če so kakršnekoli vprašanja, prosim. Mene nasploh zanima, kakšen je tako kriterij za vpis, kakšni so pogoji za vpis na ta študij. To mislite po točkah, zdaj omejitve vpisa Ja. ne predvidevamo, razen verjetno na dvopredmetnem študiju, na enopredmetnem pa zdaj v zadnjem času nismo imeli omejitve vpisa. Tu je nekaj pogojev. Ne, to so kompetence. Zdaj, velikokrat je tudi vprašanje, kako bom zmogel na dvopredmetnem študiju, kjer se predavanja, vaje velikokrat pokrijejo, no. Saj mogoče študenti bojo lažje odgovorili, ampak jaz lahko tudi, sicer so zdaj že malo v zgodovini izkušnje, rečem, da se pač da. Mogoče je malo več usklajevanja, ampak se da tudi na oddelku, mislim, da so vsi toliko odprti, da če pač na začetku poveste, kakšne imate težave, vas bo vsak poslušal, noben ne bo zaprl vam vrat, če ne boste mogli priti ali kakorkoli. No, tu bi še jaz nekaj dodal, glede na to, da smo imeli eno vprašanje tudi v zvezi z izbiro drugega področja dvopredmetnega študija. Seveda to je popolnoma odprto, kar zadeva Filozofsko fakulteto, ker imamo usklajen sistem. V praksi pa gre za povezovanje z področji, ki so nam pač nekoliko bližja, ne. Kaj jaz vem, zgodovina, geografija in tako naprej, sociologija recimo še. Ampak tisto, kar sem prej pozabil povedati o dvopredmetnem programu, je pa mogoče vseeno zelo pomembno vedeti. Dvopredmetni program smo zasnovali na ta način, da bi študentom omogočili čim bolj fleksibilno izvedbo študija, kar pomeni, da je ostalo nekaj izbirnosti in možnosti kombiniranja seveda teh vsebin. Nikoli ni mogoče seveda imeti urnika takšnega, da se nič ne bi pokrivalo. Je pa na univerzi tako, da za razliko od srednje šole predavanja samo po sebi niso obvezne, nimate obveznosti prisotnosti, so pa obvezne vaje. In prav zaradi tega smo na dvopredmetnem programu omejili obveznost prihajanja na vaje, ker tukaj bi se pa res zadeve čisto logistično lahko zelo zapletle, ne. Izkušnje, ki jih imamo profesorji, so pa izredno dobre, ker pomeni, da študentje so prisiljeni bistveno bolj samostojno in bistveno bolj trezno premisliti glede svojega lastnega urnika, glede preferenc, ki jih dajo posameznim vsebinam, in hkrati postanejo bistveno bolj odgovorni za to, kar počnejo, ne. Torej, če ne obiskuješ redno predavanj, postaneš bistveno bolj odgovoren in več narediš sam v času, ki ga imaš na voljo. Hvala lepa, Rajko. Tu sem medtem vam predstavil tukaj zelo podrobno opisan ta predmetnik, ampak kot rečeno, to imate na voljo na spletni strani, zato vas ne bi s temi drobnarijami zdaj obremenjevali. A je še kakšno vprašanje mogoče? Peter, prosti. Še v chatu, če bo nekdo. Ravno to sem hotel opozoriti, da v chatu so še vprašanja. Prvo je bilo, s kakšnimi predmeti oziroma smermi se povezuje dvopredmetni študij. Živa je že odgovorila, ne, da je to zelo odvisno od vas, to je res tisto, kar je pač vaše neko temeljno zanimanje. Zdaj imamo dobre izkušnje, na primer s povezovanjem z zgodovino, sociologijo kulture, geografijo, pa tudi z jezikovnimi oddelki, tako da to je res zelo odvisno od tega, kakšno znanje in kakšne, bi rekel, kakšne interese imate, kakšno znanje želite dobiti in kakšne interese imate, ne. Drugo vprašanje pa glede angleščine, torej dve vprašanje v zvezi z angleščino. Mislim, da je
Pa eno je to, če angleščina ni tvoja močna točka. Zdaj, torej študij poteka v slovenščini. Je pa res, da je kar precej literature, ki jo uporabljamo tudi v angleščini. Drugih jezikov niti ni toliko, se najde kakšna referenca, ki jo treba prebrati tudi v kakšnem jeziku, drugem občasno, ampak večinoma je to slovensko ali angleški jezik, ki ga uporabljamo. Ampak ne v smislu, da boste v angleščini morali recimo izpite pisati ali kaj takšnega. Študij v osnovi seveda poteka v slovenščini. Tako da pasivna angleščina je vsaj za začetek, za prvo stopnjo absolutno dovolj dobra. Je pa branje angleščine, pa branje angleških tekstov pa seveda je pomemben del študija. Potem pa še vprašanje zaposlitvenih možnosti, če kombinirate to, na primer študijo angleščine, bi pa mogoče Rajko, če bi ti mogoče imel kakšno odgovor. Jaz bom začel z anekdoto. Poznam eno kolegico, študentko, ki zdaj študira v 3. letniku in je svoje temeljno izobraževanje opravila v Avstraliji. Pa nažalost ni bila sprejeta zaradi pač razlik v tem točkovanju pri avstralskem sistemu in pa našem na angleščino, na anglistiko, dvopredmetno, tako da je potem zdaj na samostojnem študiju etnologije. Skratka, na anglistiki je, pa lahko pričakujete tudi omejitev vpisa in seveda rangiranje glede na ocene, ki jih imate. Kar zadeva samo zaposlitev, je pa tako, ker etnologija ni med predmeti, ki jih poslušate v šolah, čeprav obstaja seveda izbirni predmet v osnovni šoli, čeprav ga zelo redko šole v resnici izvajajo. Tudi ni sistemiziran kot predmet, ki ga najdete na Zavodu za zaposlovanje. Sicer obstaja, ampak je zelo redko prisoten. Naši diplomanti in diplomantke se zaposlujejo v zelo različnih okvirih in recimo se spomnim ene diplomantke, ki je mogoče med najuspešnejšimi slovenskimi turističnimi vodiči. Ona je pa študirala dvopredmetno etnologijo in italijanščino in je prav za ta italijanski trg pravzaprav skoraj da legenda, če lahko tako rečem. Zelo zanimivi so tudi tele povezave z japonologijo in koreanistiko, kjer se ravno tako omogoča zelo zanimive stvari. V turizmu recimo je pa zaposlena še ena naša diplomantka, ki je pa študirala dvopredmetno ruščino in slovenščino. Ruščina recimo je predmet oziroma jezik, ki omogoča izjemne možnosti v zaposlovanju oziroma v tej varianti. Kar zadeva angleščino, je pa zadeva zelo očitna. Ja, seveda, marsikaj se v takšnem dvopredmetnem kontekstu lahko odpre. Moram pa posebej opozoriti na to, da imamo en tuj predmet dodaten kot obvezen lektorat za študente na izbiro italijanščino in pa nemščino. Razlog je pa ta, da imamo dokumente iz preteklosti na slovenskem ozemlju v nemščini in pa v italijanščini in se to povezuje seveda z našim zanimanjem nekoč pač primarnim za slovensko ljudsko kulturo in za tradicije. Tako da tudi italijanščina in nemščina sta jezika, ki jo poskušamo uporabljati tudi pri branju literature, vsaj za tiste, ki izberete te lektorate. Ampak eden od teh dveh lektoratov je pa obvezen. Mogoče sam dodam na enopredmetni smeri. Na enopredmetni smeri, hvala. Pa tako kot Neža piše, lektorati se začnejo od začetka, ni treba, da imate predznanje. Tako je, ja. Še kaj z naše strani za odgovoriti, dodati? Je še kakšno študentsko vprašanje? Če ne, potem se vam še enkrat iskreno zahvaljujem, da ste prišli na ta dogodek. Kolegom in kolegicam hvala za pomoč. Vsem drugim pa upam, da se vidimo jeseni. Srečno. Nasvidenje. Adijo. Adijo.